Premierka Alenka Bratušek z delegacijo nadaljuje dvodnevni uradni obisk v Parizu. Dopoldne je potekala investicijska konferenca, na kateri je slovenska stran predstavnikom Združenja francoskih podjetij predstavila razmere v Sloveniji, privatizacijske načrte in možnosti za investiranje. Francoskih podjetij je bilo več, kot so pričakovali, zanimale pa so jih med drugim banke, letališče in sodelovanje z Darsom. Notranji minister Gregor Virant bo predstavnikom držav Sveta Evrope v Strasbourgu predstavil zakon o odškodninski shemi za izbrisane. Pripravo sheme je pred poldrugim letom naši državi naložila sodba Evropskega sodišča za človekove pravice. Vlada je skladno s priporočili Sveta Evrope že razširila krog upravičencev, prav tako je višino denarne odškodnine za vsak mesec izbrisa zvišala 40 na 50 evrov. Zakon naj bi začel veljati 18. decembra. Če bodo pri Svetu Evrope ocenili, da je sodba uresničena, naj o tej temi v prihodnje ne bi več razpravljali. Predsednik Računskega sodišča Tomaž Vesel in generalni direktor policije Stanislav Veniger sta podpisala sporazum o še tesnejšem sodelovanju med Računskim sodiščem in policijo. Računsko sodišče je policiji ponudilo pomoč strokovnjakov pri izvajanju postopkov javnih naročil, koncesij, javno-zasebnih partnerstev in drugih oblik sodelovanja. Policija pa obljublja dodatno izobraževanje z področja pregona zlorab, prevar in drugih oblik korupcije. Do konca decembra morajo vsi starši otrok v vrtcu oddati vloge za znižano plačilo vrtca za prihodnje leto. Pravico lahko uveljavljajo starši za otroke, ki so vključeni v javne ali zasebne vrtce s koncesijo, ter zasebne vrtce, ki se financirajo iz občinskega proračuna. Staršem pripada pravica do znižanega plačila vrtca od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge, podeli pa se za obdobje enega koledarskega leta ali do spremembe dejstev in okoliščin, ki vplivajo na priznanje pravice. Vloge je treba oddati na pristojnem centru za socialno delo osebno ali po pošti. Obrazec za uveljavitev pravic iz javnih sredstev je dostopen v knjigarnah ali na spletu. Včeraj zvečer so tudi mariborsko mestno jedro razsvetlile praznične luči. Ves mesec bo na različnih prizoriščih potekal sejem unikatnih izdelkov, zvrstile se bodo številne prireditve in koncerti na prostem. Silvestrski ognjemet bo po napovedih sicer skromnejši kot prejšnja leta. Na mariborski mestni občini namreč pravijo, da bodo uprizorili socialno različico ognjemeta. Kakšna naj bi bila, pa ne želijo izdati, ker naj bi bilo to presenečenje. Ta konec tedna se bo smučarska sezona začela tudi na mariborskem Pohorju. Vlečnice bodo zagnali že v soboto, in sicer Cojzerico, Ruško in vlečnico Areh. Letos so občutno nižje tudi cene smučarskih vozovnic. Za dnevno vozovnico bo za odrasle treba odšteti 10 evrov, za otroke pa 5. Na mariborskem Pohorju bo brezplačno obratovala vlečnica Belvi. Jutri bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od -9 do -1, najvišje dnevne od 1 do 7 stopinj Celzija. V petek in soboto se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, predvsem na severovzhodu bo občasno več oblačnosti. Danes v Dnevniku televizije Maribor. Župan Fištravec prepričan, da je bil obisk Kitajske uspešen. Bodoči zaposleni v romski restavraciji polni pričakovanj. Za hekerje predlaganih 22 let zapora. Novice Štajerske, Pomurja in Koroške ob 18.